Gorjanski dom so ljudje napolnili, ko so prišli gledati gledališko predstavo na smučišču, čeprav niste iz Gorij. Ja, mi smo gledališče Bilansko, ki deluje v okviru kulturnega društva Bohinjska Bela. Naše kulturno društvo ima že dolgoletno tradicijo, tako da skoraj vsako leto smo postavili na oder novo premiero, vendar se nam je pa jeseni v decembru zgodila nesreča. Naš kulturni dom na Bohinjski Beli je pogorel. V tem času mi smo imeli že bralne vaje za to predstavo na smučišču in v bistvu, ko smo gledali ta požar, smo razmišljali, takrat smo mislili, da je zdaj vsega konec, ampak že naslednjega dne smo rekli, ne, mi bomo delali naprej, ker res je, zmeraj je težji začeti znova, kakor pa nekaj nadaljevati. Kakšni pa so te pogoji tukaj v Gorjah? V Gorjah res smo veseli, da smo dobili v bistvu v uporabo ta gorjanski dom. Res zahvaliti se moramo občini Gorje, ki nam je takoj ponudila, priskočila na pomoč in nam je ponudila gorjanski dom. Ne samo za vaje, imeli smo v tem domu 36 vaj za to predstavo na odru, imeli smo tudi abonmajske predstave, 3 abonmajske predstave. In koliko vas to stane? Dejansko nam je občina Gorje dala dom brezplačno uporabo. Tudi sedaj, ko ste imeli vaje po zimi? Tako, vse vaje, ogrevanje, elektriko, pa ne samo to. Ko smo prišli v ta gorjanski dom, v bistvu ni bilo nobenih reflektorjev, elektrika, tudi trofazne elektrike ni bilo. V tem času so vse to obnovili, tako da so res veliko boljši pogoji. Torej pomeni, ste prinesli življenje v ta gorjanski dom, kakor mu tukaj reče? Ja, to je res, ker včeraj smo imeli premiero. Moram reči, da je bila dvorana nabita do zadnjega kotička, tlele noter je bilo 150 ljudi in tako nekoliko smo ocenili, da je bo polovico gledalcev z Bohinjske Bele, polovico pa z Gorij. Imate tudi dobro režiserko, baje ste vi nekako predlagala to delo. Kako je prišlo do te izbire? No, jaz vsako leto zbiram tekste glede na naše igralce belanske, glede na to, kaj so že igrali, kako bi bilo fino, da še kaj drugače igrajo, da se kaj več naučijo, da odkrivajo nove nijanse igralske. In recimo po lanskoletnem Krojaču za dame, ki je res ena taka lahko živa komedija, sem želela, da delamo nekaj tacga, ki ima tudi veliko teh življenjskih resnic današnjih, da je tudi današnji čas. In sem se v bistvu zato odločila za ta tekst, ker se mi je zdelo, da bojo oni to in uživali in ogromno lahko naredili in napredovali. Po aplavzu sodeč je bilo to gledališko delo zelo dobro sprejeto. Jaz mislim, da ja, ker se vsakdo nekaj najde tam noter, vsak nekje vidi eno situacijo, ki jo prepozna iz življenja, ki je lahko komična, včasih sicer malo bolj grenko komična, ampak res se ljudje najdejo in zato mislim, da tudi uživajo. No, tukaj ste imeli amaterske igralce. Kako gre? Odlično gre, zato ker imajo vsi tako voljo, tak entuziazem, tako željo potem, da res dobro naredijo, da je užitek z njimi delati. Res poslušajo, ko jim nekaj poveš, ko rečeš, zdaj pa daj poskusi drugače, poskusi tako drugače. In fantastično je delati z njimi. No? Ja, tudi ko sem gledal predstavo, so zelo dobro igrali in sem bil prav prijetno presenečen. To pomeni, da je ta želja po amaterizmu, po amaterskem gledališču. Je, želja igralcev, vsak igralec, pa ne bo to zdaj amaterski ali pa profesionalni, nima veze. Vsak, ki pride na oder, želi nekaj narediti, želi pokazati to, ker to je ustvarjalno, to je nekaj, kar igralec rabi oder, rabi to, da se pokaže, da vedno nekaj novega izumlja in to je to, kar žene teater. Kako pa izbirate igralce? Oni kar sami povejo, kdo bi igral in tisti, ki rečejo, zdaj pa to sezono bomo pa počivali, pa lahko počivajo, potem pomagajo pri sceni, a ne?
Ampak tisti, ki se pač odločijo, da rečejo, jaz bom pa letos tudi igral, bom tudi zabil ure in dneve v teatru in potem se to naredi. Ampak vseeno, to gre za kar precej nekega dela, ki je povezano tudi z določenimi stroški. Kako v bistvu to pokrivate, kako to sfinancirate? Poleg tega, da ogromno sami prispevate, pa verjetno je to premalo. Ne? Ja, jaz bom tako rekla, ne, res, mi smo amaterski igralci, samo meni je veliko ljubši izraz ljubiteljsko gledališče kot amatersko, ker tlele, če nisi ljubitelj, dejansko to ne gre. Ne? In jaz pravim, da je gledališče, ko je ena droga, no, zasvojite, dejansko te zasvoji. In v bistvu tudi včasih je tega usklajevanja službo z družino res kar malo preveč, samo in že misliš, ne bom več, sam naslednji dan se ti pa zdi, da že nekaj manjka. Ne? Vi ste igrali katero vlogo? Ja, jaz sem bila v tej predstavi Beverly. In kakšna vloga je? To je taka, kar v redu vloga je, taka lahkoživa, sem zabavna, mečkam butasta ali pa blonda, ne. Tako da dejansko je vloga, ki je nekako smeh, jok, se kar priliva, no, mečkam manj. In kako ste kot igralka doživela občinstvo? Joj, enkraten. Jaz moram povedati, recimo takole pred predstavo Dobrodošli, da je mečkam treme in mogoče danes ne, ampak včeraj pred premiero sem imela tremo, sam tisti moment, ko sem stopila na oder, ni bilo nobene treme, sploh pa, ki je odziv publike, te tako potegne, da enostaven uživaš, ko vidiš, da publika uživa. To. Kdaj bo zopet naslednja predstava? Zdaj naslednjo predstavo bomo imeli, bomo ravno tako v Gorjanskem domu tlele v Gorjah igrali naslednjo soboto ob 19:30 uri, tako da potem pa igramo še v Radovljici, ja, to smo pa na Linhartovem odru, v bistvu igramo 2. aprila, za naprej pa zaenkrat res še nimamo razporeda, no, nimamo. Se cene niso visoke, oziroma cene vstopnic niso visoke, ne? Ja, to smo že malo razmišljali, samo v tej situaciji se nam zdi pač, da je teh 6 evrov, da pač lahko vsak da, tako da to ni ovira, da ne bi prišli ugledati predstave, a ne, vsak. Pa tudi, se pravim, taka predstava je, da res vsak uživa. No. In kakšni so načrti za vnaprej? Ja, zdaj ponavadi imamo mi kar takole ene 25 do 30 ponovitev, ene predstave igramo po celi Sloveniji. No, moram reči, da smo se velikokrat že uvrstili tudi na festival gorenjskih komedijantov, tudi naše igralke, igralci so že dobili nagrade. Predlanskim smo bili na festivalu komedije v Pekrah, no, tudi tam smo odnesli s Pigmelion predstavo eno nagrado. Gostujemo pa tudi precej po različnih koncih Slovenije v abonmajih in pri tem pride tudi do te zamenjave in to niso samo tiste gostovanja, tlele so tudi potem se spoznamo z drugimi igralci, se družimo, a ne, po vsaki predstavi se nekako se pogovarjamo, izmenjamo izkušnje. No, nekaj bi če reči v tem, to je bolj redkost sedaj trenutno v naši državi, da bi imela amaterska gledališča abonmaje, ne? Ja, tudi tlele moram reči, pri nas smo začeli res samo s 4 predstavami in cena je 20 evrov, tako da mi dejansko hočemo pridobiti publiko, a ne, ker se nam je že zgodilo, smo imeli na Bohinjski Beli, preden nam je dom po goru, smo imeli predstave in je prišlo, ne vem, 25-30 ljudi. No, ko smo imeli prvo abonmajsko predstavo, smo v prvem letu predali 50 kart in potem, če pride še ne 30 ljudi zraven, je že kar nekaj za tako dvorano. To pomeni, da vas tudi občina Bled podpira? No, moram reči, da so ti razpisi, da dobimo, se prijavimo na vse možne razpise, samo denarja za kulturo res ni veliko, tako da tlele se, ne vem, govori v takih majhnih zneskah, no, recimo sem rekla, no, za abonmaju smo dobili, tam se zdi, da smo dobili 980 evrov za te abonmajske, res smo dobili, a ne, je podpora, a ne, nekaj dobimo za dejavnost, ta sredstva so zelo majhna. Tako da dejansko mi gledamo, da pri predstavi pridemo skozi z res majhnimi stroški in tako s sceno, z oblekami, to pač prispevamo velika skupina, sceno, dejansko tudi tlele imamo Bernardo, ki nam res zelo pomaga. Zdaj, ko se vozimo v Gorje,
to na lastne stroške. Ja, seveda. In v bistvu vse igramo, nimamo nobenih dnevnic, nobenih povračil, dejansko po predstavi tist, kaj res za nas je pa je kakšna pica. A imate kakšnega sponzorja, ki ga bi bilo dobro nekoliko pohvaliti, izpostaviti? Se mi zdi, da je v tem času zdaj sponzorje dobiti tudi kar majhen težji, ampak se pa dajo dobiti. Za to predstavo smo dobili smuče, Parelanu smo dobili, vsa to Filc Mengeš, ves sneg, No, se pravim, da ne govorim zdaj v tem prostoru, dejansko ni bo treba ne za ogrevanje, ne za elektriko, ne za prostor, nič dati. To je res dobrodošlo. Res, to. Tako da nekako tlele pri nas v tem društvu, to se vse dela z dobro voljo in res take z majhnimi sredstvi. Dobro, katero predstavo, že prej smo nekaj se pogovarjali o načrtih, katero predstavo pa načrtujete za to predstavo, ki je bila sedaj? A po tej predstavi? Po tej predstavi. Ni še tega načrta. Nimate še, ne? Ne, to se bomo enkrat konec sezone malo dol usedli, pa se zmenili, kdo bo igral. Drugače pa otroška skupina tudi dela, ne? V tem okviru otroci so tudi zelo navdušeni in tudi zelo fino, fajn predstavce delajo. Tako da kar zelo živo. No, dobro je bilo, če poveste, kako napreduje obnova vašega kulturnega doma na Bohinjski Beli, se prav reče, ne? Ja, na Bohinjski Beli, pogledajte, to je zdaj ta moment zelo težko rečem, dom je občinski, res pomagamo, kar se da, zdaj se delajo načrti. Kakšen je ta okviren načrt, kdaj ne bi bilo, recimo kljub tem investicijskim težavam, pa da je denarja malo manj, kakšni so kako vam obljubljajo? Obljubljajo, naj bi bil dom jeseni pod streho. Tako da to se zelo želite, verjetno. Zelo si želimo, ampak majčkeno ni problema, ker ni veliko prostora, in mi si želimo, recimo, da bi bil zdaj oder, da bi bil tak, da se res da vse delati, ker na vseh odrah se tudi te predstave nada na kakšnih majhnih postavk. Tle potrebujemo tudi določene zahteve, tako za odarje ali karkoli. In zdaj dejansko imamo majhen težav s to uskladitvijo, ker prostora pa ni tako velika. No, dajva povabiti torej občinstvo, dajva povabiti ljudi, dajva povabiti na katero predstavo. Midva se jo že omenila, a ne? Soboto? Absolutno. Po soboto? To soboto 29. marca ob 19:30 uri v Gorjanski dom. Bi še vi kot režiserka kakšno besedo dodala? Jaz lahko sam rečem, pridite, ne bo vam žal. Ok, hvala za ta prijeten pogovor. Hvala. Hvala vam.